In po 10 urah vožnje sem, kar lahko vidite po vsem tem Marčesu, že prispel do Golfsburga. To je mesto, kjer je doma golf. Veste, kaj me je v bistvu najbolj vrglo s stola? To, da v mestu živi 120 tisoč prebivalcev, 60 tisoč pa jih dela v tovarni Volkswagen. Ja, toliko jih seveda ni delalo na tem golfu. Moram pa priznati, da me vedno znova preseneti, kako dobro je izdelan ta avtomobil in kako super se pelje. Poglejte mene, 10 ur vožnje in še vedno sem čisto spočit. To pa zato, ker zna ta avto voziti skoraj sam. Celo speljati zna, ko se s pomočjo radarskega tempomata sam ustavi. No pa mogoče sem spočit tudi zato, ker sem se po noči fino naspal v hotelu. No, čaka me še kako zanimiv dan in danes bom poskusil dokazati, da Volkswagen ni dolgočasna znamka, kot sem jim tudi sam dostikrat očital. Boste hitro videli, zakaj. Poglejte tole, leta 1994 so pri Volkswagenu dobili idejo, da bi svojim kupcem pokazali, da njihov avto ni samo avto, da je nekaj več. In zgradili so ta center, kjer lahko svojim strankam to prevzemu njihovega avtomobila tudi pokažejo. Ideja je dozorela, gradili so 2 leti in leta 2000 odprli tale sprejemni center. Tale globus je recimo zanimiv. V bistvu je simbol globalizacije, ker Volkswagen vseeno postaja največja znamka na svetu. Iz aluminija je, tehta pa 4,5 tone. Greme stran. Morda so še bolj zanimivi tile mali, recimo tale. Prikazuje, da če bi skupaj postavili vsa vozila na svetu, ki so registrirana, odbijač do odbijača, da bi lahko 72krat obkrožila Zemljo. Če bi skupaj postavili samo golfe, brez 7. generacije, pa 2,7krat. Kar impresivno. A ja, mimo grede, cela stavba sloni na teh stebrih, 12 jih je in se vrtijo glede na svetlobo. Še tole vam bo gotovo zanimivo. Tukaj imate recimo trgovino spominki, ker Volkswagen noče delati razlik, pa so skupaj razstavljeni dragi in poceni izdelki. Tukaj imate recimo omaro, ki stane 5600 evrov, tukaj pa skodelico, ki stane 2,90 evra. Vreda, ne? Tole pa že ne rab. Lani so odprli še Porsche paviljon, ki je sploh prava poslastica, danes pa se bom osredotočil na znamko Volkswagen, če jim bo uspelo. Tukaj se dnevno zvrsti 5000 obiskovalcev, vstopnica za odraslega pa stane 15 evrov na dan. Lahko pa si kupite recimo paket kosila in spominkov za 50 evrov ali pa vožnjo po terenu, spanje v Ritz-Carltonu in fancy večerjo za 400 evrov. Da boste bolj cenili svojega novega Lamborghinija ali pa Golfa, no, če vam je za Aventadorja zmanjkal kakšen evro, samo volan razvijajo leto in pol. Tukaj lahko vidite, kako se naredijo prve oblike iz posebnega suhega plastelina, ki ga potem tamle stroj reže, potem testirajo na njem optiko, aerodinamiko in šele na koncu takšnega pokažejo šefu, ki potem itak 10krat reče ne. Če bi bil otrok, bi lahko tukaj naredil izpit in že kot malček vozil Porsche. To je res noro. Še žmigovci jim delajo, lej. Ampak Porsche ne grejo nič hitreje od hroščev, če boste slučajno kdaj zašli sem. No, tam zadaj pa je stara elektrarna, zgradili so jo pred drugo vojno in je napajala tovarno, ki je tamle zadaj. Sem rekel, da se bom osredotočil samo na znamko Volkswagen, pa mi očitno ne bo uspelo. Tukaj v muzeju namreč hranijo najpomembnejše avtomobile iz zgodovine, vseh znamk. In tole recimo je najstarejši avtomobil na svetu iz leta 1886, Karl Benzov trikolesnik. Ima manj kot 1 konj moči, največja hitrost naj bi bila 16 km/h, baje pa se je po klancu navzdol zelo rad prevrnil in je potem naredil tega 4 kolesi, ki je seveda nižji in eden najvrednejših avtomobilov v tej zbirki. Čeprav je bil ta verjetno še dražji, to je čisto prvi Bugatti vseh časov. In seveda ni naprodaj, ne? Ali pa tale Bugatti Atlantic, letnik 38, 200 konjev, 200 km/h, samo eden od 4 na svetu, Volkswagen ima 2. In pazite, lani so enega od drugih 2 prodali na dražbi za 35 milijonov evrov. Jaz sem pa hotel tega naročiti.
Volkswagen je res ponosen na Bugatti, ki je zdaj seveda njihova zelo prestižna znamka. Tam je recimo Veyron samo 16 valji, tukaj pa je edini Bugatti s kar 18 valji. Koliko? 18. Je to kar tako. Ja, in mimo grede lahko vidite, kje Audi že leta 34 uporablja svojo single frame masko. Jaz sem pa zdaj končno po svoj avto. Tukaj uredim papirje in se že po 3/4 ure odpeljem domov. Ne grem še. So mi rekli, da moram še na neke testne vožnje. Touareg, Tiguan, Amarok, očitno bo tole off-road. Me je še kar za Amarok, zdaj sem se jih fajn najedel, bo fajn za želodec. Ok, jaz sem se namestil v Amaroka, ne v mojega. V glavnem, to je baje največji hit tukaj med obiskovalci Avtoštata. In osnovna vožnja s Tiguanom stane 25 evrov, medtem ko s Touaregom in z Amarokom 35 evrov. Vsak naredi en krog z inštruktorjem in potem še en krog sam, da res občuti to zmogljivost terenskih avtomobilov na pravem terenu. Ok, zdaj se peljemo po klančkih. 30 stopinj, noben problem. Bunke so prav zabavne, avto se ziva kot gugalnica. Z diferencialom zadnjim vklopljenim seveda. Evo, zdaj se peljem po 20-stopinskem naklonu. Pravijo, da avto zmore 50. Čeprav je že zdaj toliko nagnjen, da baje vse ženske vreščijo, ko se tukaj le vozijo. In to na sovoznikovem sedežu. Fino. To morate probati, sploh če vas je strah terenske vožnje ali pa tega, da 100 000 evrov vreden Touareg zapeljate na teren. Was it good? Huh? You are an excellent. Hitro preizkusim še električnega Golfa. To je sicer še 6. generacija, ampak itak ni pomembno, ker je to še prototip in še ni na prodaj. Kva? Ključe ravno, kva? Evo, zdaj se vozim s prihodnostjo. Golf 6, ki je še prototip, kot sem rekel, ima 315 kg baterijo. Z njo naj bi naredil tam cirka 150 km, če se zelo lepo vozim. Avto ima 115 konjev, pospešek do 100 traja 11,8 sekunde, menjalnik ima samo eno prestavo, seveda, tako kot vsi električni avtomobili, s funkcijo brake, da shrani več energije pri zaviranju. Oddaja pa zelo zanimiv zvok, ko se vozite počasi, da ne prestrašite pešcev ali pa kolesarjev. Do 40 na uro se sliši kot kakšen 8-valjnik. Ja, pri električnih avtomobilih sem vedno navdušen nad prožnostjo, ker že iz najnižjih vrtljajev potegnejo, kot da bi se vrteli do ne vem kam. Sicer pa naj bi naslednje leto pripeljal Golf 7 s takšnim motorjem, že to leto pa e-up. Evo, zdaj pa grem končno po svojega. Črnega sem si zaželel in čakam v enem od teh dveh stolpov. Vsak mi lahko po 400 avtomobilov, torej skupaj 800, vsi pa čakajo na svoje nove lastnike največ en dan ali dva. GTI. Evo, tale Tiguan gre še danes naprej in sicer v Avstrijo. Lastnika pa verjetno že fino razganja tam nekaj spodaj. Mogoče šel pa na offroad poligon, da si da s testnim duška, ki si ga svojim verjetno nikoli ne bo upal. A, evo ga, moj. Jaz sem itak krajši bencinarje, TDI bo pa kar že domov odpeljal tam ne spodaj, ker je tanka kurilna olja, zame je pa GTI. Tak s performance packom in lepimi rdečimi šivi noter. Noro je, ko dejansko vidiš, koliko avtomobilov se samo od tukaj dnevno odpelje v garaže. Kaj šele po vsem svetu. In tudi vi si lahko to privoščite, če kupite novega Volkswagena ali če se tako dogovorite s prodajalcem. Čeprav nimam pojma, koliko vas bo to dejansko stalo, ker so pogoji preveč različni.
še ime so narobe napisali. Super. Hello. Hello, Hi. nice to meet you. You too? Hello. So, where is it? Here, on the right side, sir, Aha, is your new GTI. okay. It's the right one, huh? That's the right one. Okay. Yeah, that's a new engine. I should start it? You can start it the first time. It's okay. That's okay. Push the gas. Yeah. Tako, avto so mi predstavili, pokazali obvezno opremo, me slikali z njim prvič, razložili, da se ne smem prehiter peljati, čeprav sem si jaz računal, da če imam do doma 1000 km, pa grem 250 na uro, bom doma v 4 urcah. Tako da bomo... Nicht so schnell. Ok, no. Pravijo, da ga moram najprej še malo peljati, tako da... So, Okay, bye. thank you. The pleasure. Thank nice you. day and good drive with your new Volkswagen. Ok, bye bye. Bye bye. Evo, tukaj imajo za vse tudi poligon, da se prvič spoznajo s svojim avtom in da se navadijo nanj. Evo, sem zabrenzal. Obvladam. Ne morem verjeti. Volkswagen je v meni zbudil prav čustva.